Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 147 takle imamo. O 5. obletnici vojne v Iraku smo doživeli kopico poročil, sporočil in demonstracij. Če predsedniku Bushu ni žal za vojno in vidi v njej celo zmago in napredek, predstavniki Združenih narodov in Mednarodnega rdečega križa živijo v neki drugi, povsem vzporedni realnosti. Njihovo poročilo je jasno in za okupatorje zelo obremenjujoče, saj so v skladu z mednarodnim pravom odgovorni za skoraj vse aspekte družbenega življenja. Humanitarna situacija je ena izmed najhujših na svetu. Milijoni ljudi so prepuščeni lastni iznajdljivosti in nimajo dostopa do osnovnih življenjskih dobrin, kot so čista voda, normalne higienske razmere in osnovna zdravstvena oskrba. V času okupacije je bilo ubitih 2200 zdravnikov, 250 je bilo ugrabljenih, skoraj 2/3 vseh zdravnikov je zapustilo državo. Po ocenah humanitarnih organizacij je notranje razseljenih čez 2 milijona ljudi, v tujino jih je zbežalo približno enako število. V Siriji naj bi se zaradi čedalje težjih življenjskih razmer med 1,2 milijona iraških beguncev, ki zahodne humanitarne pomoči skoraj niso deležni, v prostitucijo podalo okoli 50 000 žensk in otrok. Podobno črno oceno je dal nekdanji pomočnik Ajada Alavija, prvega premierja osvobojenega Iraka. Saber je bil pod Sadamom obsojen na smrt zaradi spodletelega državnega udara leta 1996 in je v zaporu preživel 8 let. Izpuščen je bil v splošni amnestiji tik pred začetkom invazije. Saber pravi, da je Irak sedaj država, ki ne funkcionira, v njej vlada kaos. Čeprav si nikoli ni mislil, bi si sedaj želel povratka Sadama Huseina, ker je znal poskrbeti za red in delovanje države. Vodstvo države je prevzela politična emigracija, ki v Iraku ni bilo skoraj 20 let. Jalal Talabani se je na nekem sprejemu celo pohvalil, da je praktično edini visok politik, ki nima britanskega državljanstva. Hamas je Izraelu ponovno ponudil premirje. Izrael bi moral sprejeti določene koncesije. Med te spadajo prekinitev vseh izraelskih vojaških operacij na območju Gaze, torej konec vdorov in atentatov na predstavnike Hamasa, konec ekonomske blokade in odprtje mejnih prehodov. Neki Nemec je zakupil 3 cele strani v New York Timesu, kot poskus, da bi Američane informiral o vojnah, ki so jih in jih vodijo po svetu. Jürgen Tudenhofer je kupil oglasni prostor tudi v Frankfurter Allgemeine Zeitungu in v londonskem časopisu Al-Quds Al-Arabi. Zanimivo je, da 67 let star Tudenhofer ni kdorkoli. V zadnjih 20 letih je bil ta pravnik šef uprav največjih medijskih hiš v Evropi, 18 let poslanec Krščansko-demokratske unije, njen predstavnik za razvojno pomoč nerazvitim državam in za nadzor nad orožjem, ustanovitelj otroških zavetišč v Afganistanu in Iraku, graditelj otroške bolnice v Kongu in pobudnik sprave v palestinsko-izraelskem konfliktu. In kakšno je njegovo sporočilo? Prvič, Zahod je bistveno bolj nasilen kot islamski svet. Drugič, islamski fundamentalisti so v resnici odgovor na zahodno agresijo v njihov svet. Tretjič, teroristi pod krinko islama so morilci, enako velja za zahodne voditelje, ki se pretvarjajo, da so kristjani, hkrati pa ne spoštujejo mednarodnega prava in nelegalno napadajo in okupirajo druge države. Četrtič, muslimani so vsaj tako tolerantni kot židje in kristjani in so dali pomemben prispevek k oblikovanju zahodne civilizacije. Še petič, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega sta enaki tako v Bibliji kot v Koranu. Povsem neopazno je minila konferenca o prepovedi kasetnih bomb, ki je bila organizirana na Novi Zelandiji. Osnutek konvencije je podpisalo 82 držav, končno besedilo naj bi bilo podpisano v Oslu. Države, ki aktivno nasprotujejo tovrstni prepovedi so ZDA, Izrael, Rusija in Kitajska. Vse so velike proizvajalke ali uporabnice tovrstnega orožja. V izraelskem napadu na Libanon je bilo v zadnjih 3 dneh vojne, torej po podpisu premirja, izstreljenih preko 52 000 kasetnih projektilov. Vsak izmed njih vsebuje 88 posamičnih elementov. To je več, kot je bilo odvrženih kasetnih bomb skupaj na Kosovem, Afganistanu in Iraku. Kasetna municija je izredno nezanesljiva, saj ne eksplodira do 20%. V Libanonu je delež neeksplodiranih teles še večji, saj Izrael uporablja ameriško municijo iz časa vietnamske vojne ali kitajske proizvodnje.
Po koncu vojne v Libanonu je zaradi tega umrlo 30 ljudi, v glavnem otrok, več kot 200 je invalidov. Med čistilci min, ki so jih na območje poslali Združeni narodi, je umrlo 13 oseb. Do sedaj so odstranili 137 tisoč elementov neeksplodiranih kasetnih bomb. Izrael še danes zavrača sodelovanje z Združenimi narodi, ki bi lahko pomagalo locirati območja z neeksplodiranimi bombami. Prejšnji mesec so končno pristali, da predajo dokumentacijo o količini izstreljenih kasetnih bomb. V zadnjem času je veliko držav opustilo dolar kot svojo rezervno valuto. Med njih spadajo tako bogate države, kot so Japonska, Kuvajt, Švica in Norveška, pomembnejše države v svetovnem ali regionalnem merilu, Kitajska, Rusija, Malezija, Brazilija, Argentina, Sirija, Iran, Ekvador in nekaj vzhodnoevropskih držav. O podobni diverzifikaciji zakladnih sredstev razmišljajo še Arabski Emirati, Savdska Arabija, Južna Koreja, Venezuela in Sudan. Venezuelska naftna družba kot plačilo za naftne derivate postopno ukinja dolarje in kot edino možno plačilno sredstvo uvaja evro. Podoben ukrep sta izvedli Argentina in Brazilija, ki za medsebojno menjavo ne bosta več uporabljali dolarjev. Njuna trgovinska menjava je ocenjena na 24 milijard dolarjev. Bivši predsednik Feda, Alan Greenspan, pravi, da je ekonomska situacija najslabša po drugi svetovni vojni, njenega konca pa še ni na obzorju. Rešitev vidi v še dodatni prožnosti trgov in večanju konkurence. Facebook je zaradi pritožb nelegalnih naseljencev na okupiranih palestinskih ozemljih dovolil spremembo države bivališča. Do sedaj so bili židovski prebivalci območij na Zahodnem bregu označeni kot prebivalci Palestine. Nič več, sedaj lahko v opisu piše, da živijo v Izraelu. Argument priseljencev je bil ta, da so državljani Izraela in da ne živijo v Palestini. Facebook pa se do naseljencev obnaša z očitno pristranskimi političnimi nameni. Od sedaj naprej Facebook uporabnikom iz nelegalnih naselbin omogoča izbiro države prebivališča med Palestino in Izraelom. Iz pariškega studia 147, nasvidenje.